Tako, lepo vas pozdravljam na predstavitvi knjige Jasne Podreka Intimno-partnerski umori žensk v Sloveniji, oziroma Bila si tisto, kar je molčalo, je glavni naslov. Knjiga je pravkar izšla pri znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Zdaj, po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo v 10 letih od leta 2000 do 2011 v Sloveniji približno 700 žrtev kaznivih dejanj umora in uboja ter poskusa umora in uboja. Če pogledamo na razmerje med žrtvami in storilci, potem lahko ugotovimo, da je za moške najverjetneje, da jih bo umorila znana ali neznana oseba, za ženske pa je najverjetneje, da jih bo umoril nekdanji ali aktualni zakonski ali intimni partner. Podobno kot drugod po svetu, so tudi v Sloveniji intimno-partnerski umori najpogostejši tip umora žensk. Jasna Podreka pravzaprav v tej obsežni znanstveni monografiji ponuja zelo podroben pogled v temeljne značilnosti intimno-partnerskih umorov žensk v Sloveniji. V prvem delu knjige izpostavi ključne teoretsko-konceptualne razlage nasilja moških nad ženskami in se tukaj opredeli za intersekcionalni pristop k obravnavi nasilja. V drugem delu knjige pa predstavi rezultate empirične raziskave, ki jo je opravljala v okviru doktorskega študija, in v kateri je analizirala sodne spise iz 24 pravomočno razsojenih kazenskih zadev. Pri tem, omenil sem intersekcionalni pristop, analizira medosebno raven, odnos med žrtvijo in storilcem, torej to je odnos med žrtvijo in storilcem, individualno raven, torej neke individualne značilnosti storilcev in žrtev, in pa raven družbenega sistema pri odzivu na nasilje. Gre vsekakor za pionirsko delo, saj tovrstne sociološke raziskave v Sloveniji doslej še nismo imeli. Torej, lepo med nami pozdravljam avtorico te knjige, Jasno Podreka. Je sociologinja, ki deluje na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot asistentka in raziskovalka. In v svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z vprašanji diskriminacije žensk v politiki, spolne diskriminacije na trgu dela ter nasilja nad ženskami. Je tudi prostovoljka pri društvu SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Naša druga sogovornica danes je Mojca Dobnikar, ki jo prav tako lepo pozdravljam, prevajalka in aktivistka, ena od začetnic feminističnega gibanja v Sloveniji v 80-ih letih prejšnjega stoletja, članica več različnih feminističnih skupin in iniciativ. Zdaj, tako kot je Jasna opravila neko pionirsko delo na področju raziskovanja nasilja nad ženskami, je Mojca bila pionirka na področju nevladniške obravnave nasilja nad ženskami, si soustanoviteljica društva SOS Telefon, torej neke prve nevladne specializirane pomoči za žrtve nasilja v Sloveniji. Toliko bi povedal za uvod, pa se mi zdi, da bi začeli kar pri bistvu te knjige Jasna. Zdi se mi, da je najpomembnejša teza, ki ti slediš in ki jo tudi dokažeš skozi raziskovanje, da so intimno-partnerski umori žensk napovedana dejanja. Torej, da se le redko zgodijo iznenada, da ne gre za neke nenadne izbruhe nasilja. Nam lahko, prosim, to pojasniš? Najprej pozdrav vsem skupaj in hvala, da ste prišli na predstavitev moje knjige. Hvala isto za predstavitev in hvala Mojci, da se je prijazno odzvala kot sogovornica na tem pogovoru. Moje izhodiščno vprašanje oziroma neka izhodiščna želja pri raziskovanju tega področja je bilo ravno to, da bi poskušala ugotoviti, ko sem se seznanila statistiko, da je torej za ženske najverjetneje, da jih bodo umorili ali poskušali umoriti ravno njihovi bivši ali aktualni intimni partnerji, bila želja ugotoviti, kaj je kontekst, kakšen je kontekst teh kaznivih dejanj, kaj privede do teh kaznivih dejanj
in ali bi bilo mogoče takšna kazniva dejanja preprečiti. Namreč zelo pogosto, če prebiramo črno kroniko, poročanje medijev ob tovrstnih dogodkih, ko se zgodijo najbolj tragični izidi, pogosto slišimo razlage, da se ničesar ni dalo narediti, da je kar naenkrat ta moški, ki je umoril svojo partnerko, izgubil nadzor nad sabo in se je pač to zgodilo. Pogosto slišimo tudi kakšne izjave prič, češ, da je to bil povsem normalen moški, da nikoli ni bilo znano, da je bil nasilen in tako dalje. Seveda to je neka površinska slika teh dogodkov. Ko sem se sama začela soočati s kontekstom dogajanja, se je pa pokazala povsem drugačna slika. Da seveda v skoraj nobenem primeru ne moramo govoriti o nekih nenadnih izbruhih, ki ne bi že prej imeli kakšne zelo vidne dejavnike tveganja. In seveda najpomembnejši dejavnik tveganja, ki se pokaže, je predhodno intimno partnersko nasilje. V velikih, skoraj vseh primerih, no samo v 2 ni bilo mogoče z gotovostjo ugotoviti, da je bilo prej prisotno dolgoletno intimno partnersko nasilje, ki se je manifestiralo v različnih oblikah, psihično, fizično, ekonomsko nasilje, zalizovanje in je potem skozi leta privedlo do nekega tragičnega izida. Kaj so bili konkretni razlogi in povodi, seveda je to pač bolj kompleksno za predstaviti, ampak ključna ugotovitev je bila, da je bilo več dejavnikov tveganja kot intimno partnersko nasilje, zalizovanje, grožnje, jasne napovedi. Ti moški so v veliki večini jasno napovedovali, kaj bodo naredili. Praviloma preko groženj, ki so bile zelo neposredne. In o tem so vedeli povedati v sodnih spisih, ki sem jih jaz pregledovala, ki so bili zelo bogat vir informacij, so bila pričevanja prič, ki so bila blizu storilcu in žrtvi, kot so sosedje, sorodniki, tudi dokumentacija, recimo posameznih institucij, ko je bila podana prijava in tako dalje, ker je bilo zelo jasno zabeleženo in povedano, da je povzročitelj že vsaj nekaj časa prej zelo jasno nakazoval in povedal, kaj bo storil preko groženj. In zato jaz pravim, da so to tako rekoč bila napovedana kazniva dejanja, da je pač v navednici, ampak ja, dejansko napovedana, kjer pa se je pogosto podcenilo tveganje oziroma prav zares nihče ni verjel, da pa res je sposoben česa takega. Zato jih jaz pač imenujem napovedana kazniva dejanja, ki bi jih bilo z ustreznim preventivnim delom mogoče preprečiti. Povedala pa si tudi, da sicer izjemoma se pojavljajo tudi primeri, ko se to zgodi nekako iznenada. Tudi v teh primerih, ko ni bilo mogoče jasno zaznati oziroma iz konteksta zabeleženega v sodnih spisih zaznati, ali je bilo prisotna prej zgodovina intimno-partnerskega nasilja, ga ne moremo popolnoma izključiti. Tukaj imamo v mislih primere, recimo en primer povem, šlo je za moža in ženo, ki sta se preselila v Sloveniji in tukaj nista imela nobenih sorodnikov. Nihče ni ničesar znal povedati, ker sta bila relativno izolirana, nista se družila s sosedi in tako dalje. Pač nekega dne je tale moški izvedel nad svojo partnerko okruten umor. In seveda, ko je sodišče in tožilstvo in ostale, ko so preiskovali, kaj se je dogajalo, prav zares ničesar niso mogli izvedeti, ker nihče ni ničesar znal povedati. Motiv na koncu je bil, da naj bi jo pač umoril iz koristoljubja, ker pač sta se nekaj sprla glede premoženja, pač povzeli so to, kar je on povedal na sodišču. Ampak, in seveda tukaj jaz z znanstvenega vidika ne morem reči, da je karkoli bilo, ker nisem imela nikakršnega dokaza, da bi z tega rekla. Sama pa težko izključim, da se ta umor zgodil kar tako, ker tudi pri tem storilcu ni bilo zaznano nobeno patološko stanje
ali kakorkoli, da bi lahko rekli, da je to bilo iznenada, ni bilo pa mogoče potrditi. V nekaterem drugem primeru je pa sicer bilo tako pač kljub pričevanje prič in tako dalje, končni zaključek bil, da je storilec naredil zaradi duševnega stanja, torej tako dejanje, in tudi ni bilo mogoče, nihče ni govoril o predhodnem nasilju. Ampak jaz bi tako rekla, da tudi v teh primerih popolnoma izključila ne bi možnosti, da je bila ta oseba problematična in nasilna, tudi sicer. Mojca, torej intimno-partnerski umor je pravzaprav nek vrhunec nekega pravzaprav zelo dolgega procesa. Tudi sam nasilen odnos ne nastane pravzaprav iz nič. Vedno so tukaj neki prejšnji znaki. Kako naj bi pravzaprav te znake prepoznali? Se jasno tukaj gradi tudi na nekaterih prejšnjih konceptih, vedno se je skušalo prepoznati neke vzorce, neko sistematiko v tem nasilju nad ženskami in v samih intimno-partnerskih umorih. Nekaj od tega je Jasna že nakazala. Jaz bi mogoče začela s tem, da se v zadnjih 40 letih in malo več, odkar se razvija feministična teorija in delo proti nasilju nad ženskami, je bilo znotraj tega razvito več modelov za razlago nasilja. Eden je, bomo pokazali, slajd, vse verjetno ga marsikdo že pozna. Ta je eden od prvih, pravzaprav, ki je nastal in ki razlaga dinamiko nasilja. Ko v nasilju, v odnosu pride do nasilja, kako te relacije potekajo. To je ta 4-fazen koncept v odnosu, najprej narašča napetost, potem pride do nasilnega dogodka, potem pride do pomiritve, sprave, upravičevanja in tako naprej, na to do faze, ki avtorica tega koncepta Lena Walker pravi medeni tedni. Tisto, kar se v tej shemi ne vidi, je pa po mojem mnenju zelo pomembno, je to, da pravzaprav ne gre za krog, ampak za spiralo. Namreč časoma ta 4. faza najprej odpade faza medenih tednov, ciklus se krajša, potem odpade tudi faza sprave in se menjata samo še prvi dve fazi, faza napetosti in faza nasilnega dogodka. Ta model je zelo pomagal ne samo pri razlagi te dinamike, ampak tudi pri tem, kako pomagati žrtvam nasilja, kje vstopiti, kako je treba vstopiti, v kateri fazi, kako je treba razumeti žrtev nasilja, ki je lahko v eni, drugi ali tretji ali 4. fazi. Zdaj, ta model je nastal v bistvu že po tem, ko se je v okviru drugega vala feminizma že najmanj 10 let v različnih feminističnih knjigah, različnih teoretskih pristopih že pisalo tudi o nasilju nad ženskami. Jaz bi omenila, ker včasih pozabljamo na svojo zgodovino, da sta vsaj že Kate Millett v svoji znani knjigi Sexual Politics in Shulamit Firestone v prav tako znani knjigi The Dialectics of Sex. Obe knjigi sta iz leta 70, obe sta skratka že v teh knjigah pisali o nasilju nad ženskami. Potem je sred 70-ih let išla pomembna knjiga, ki sicer ne govori samo o nasilju v intimnih odnosih, ampak o spolnem nasilju nad ženskami tudi sicer, se pravi knjiga Susan Brownell proti naši volji, ki imamo tudi v slovenščini. Skratka, tako se je postopoma gradilo to ena linija znanja, bom rekla, o nasilju v intimnih odnosih, ker imamo še druge linije, znotraj psihologije, znotraj viktimologije in tako naprej, ampak teh jaz ne poznam zelo dobro. Naslednji model, ki se je razvil, se je zelo malo za tem modelom Lena Walker
naredila Ellen Pence skupaj s svojo ekipo in ta model je še danes nekako, bi rekla, se ga univerzalno uporablja praktično povsod, kjer govorite z ljudmi, ki delujejo proti nasilju nad ženskami in sicer nasilju v intimnih odnosih, vsaj deloma uporabljajo ta model. Tukaj lahko vidite, da se je fokus v 5 letih pravzaprav zelo premaknil. Ne? Tam je bil fokus na dinamiki nasilja, ko se v odnosu že dogaja, tukaj pa fokus v bistvu na tehnikah nadzora. Ta grozni izraz dodana vrednost, ne zdaj prišel, se pravičujem. Ta preboj, ki ga je Ellen Pence skupaj s svojimi kolegicami naredila, je v bistvu v tem, da je nekako že upeljala razliko, ki so jo kasneje drugi razvijali naprej, med nasiljem, pri katerem je pravzaprav za moč in nadzor, in to je ta vrsta nasilja, o kateri v glavnem govori tudi Jasnina študija. In tukaj, kot vidite, imamo nekaj 8 sklopov različnih taktik nadzorovanja, ki segajo od prisil, groženj, strahovanja, emocionalnih zvrati in tako naprej, da ne naštevam. Skratka, ključno ni fizično nasilje ali spolno nasilje, ampak ključne so tehnike nadzora, katerih namen je doseči moč, doseči prevlado nad drugo osebo. Meni osebno, recimo, ta model, ko sem ga spoznala, veliko pomenil zato, ker sem nenadoma razumela, zakaj žrtve nasilja, hudega fizičnega nasilja, pogosto rečejo, ni najhujše, ko me pretebe, najhujše je vse drugo, kar počne. Ker fizično nasilje, fizični incident je pač nekaj, kar se zgodi, kar mine, se poškodbe pozdravijo in tako naprej. Te taktike pa pravzaprav nenehno trajajo. In tukaj je, pomen tega modela je tudi v tem, da skozi njega lažje prepoznamo, da imamo opraviti z nasiljem. To se pravi, tudi ko ni znakov fizičnega nasilja ali pa ko žrtev ne poroča o fizičnem nasilju, če jo povprašamo o takih stvareh, in dobimo pozitivne odgovore, potem je jasno, da gre za nasilje in vedeti moramo tudi to se danes, toliko raziskav je bilo že narejenih, da danes to že vemo, da lahko take taktike oziroma tako izvajanje način nadzora brez fizičnega nasilja nenadoma izbruhne v smrtonosno nasilje. Tako da tisti 2 primera, ki si jo prej omenjala, ker ni bilo znakov fizičnega nasilja, predvsem lahko, da sta bila takšna 2 primera. Seveda je to ugibanje, to ni trditev. Lahko pa če dodam, v tretjini primerov se je pa izkazalo, da ni bilo mogoče targetirati prej oblike fizičnega nasilja, je pa bilo mogoče zaznati hude oblike psihičnega nasilja, ki seveda so jih bodisi preživele žrtve ali priče, jih kot take niso imenovali, so samo rekli, ja, bil je pretirano ljubosumen, bil je pretirano nadzorovalen, ni je pustil, da dela in tako dalje. Seveda pa raziskovalno, jaz, ko sem brala in ko sem študirala kontekst, je bilo zelo jasno, da je šlo za kontekst nadzorovanja različnih oblik psihičnega, ekonomskega, spolnega nasilja, ki so potem rezultirale skozi čas zaradi različnih dejavnikov. Najpogosteje je to potem bil sprožilec, to, ko se je partnerka želela prekiniti tako razmerje, da je potem recimo povzročitev eskaliral v hudem fizičnem nasilju. Če mi dovoliš, bi jaz kot ponazoritev vsega tega, kar je Mojca povedala, morda prebrala en citat, ki zelo lepo preživele oškodovanke, ki zelo lepo ponazori to, kako deluje, kakšna je kompleksnost takšnega nasilja v intimni zvezi in kako vplivajo te nadzorovalne taktike in sploh ni potrebno, da
da se žrtev zaveda, da mora nekaj narediti, da se podredi tem zahtevam, včasih zadostuje en pogled povzročitelja nasilja. In ena od hči od ene od oškodovanj, tale recimo, je takole povedala, osumljenje vse od začetka mamo večkrat pretepal. Nekaj časa sem tudi sama živela pri njima in se spominjam dogodka, da je obtoženi mamo tako močno pretepal, da je bila vsa v modricah, vendar je vedno odklonila obveščanje policije in je zaradi tega tudi večkrat odšla od doma. Hotel je, na primer, da sem mu zlikala in če mu tega nisem naredila, je poslušala moja mama. Sedaj sem se še spomnila dogodka, ko sem bila predzadnjič pri njima. Videla sem, da je obtoženi takrat sedel oblečen in obut za mizo. Mama mu je postavila kosilo na mizo in mu rekla, če se ne bo slekel in sezul. On jo je pogledal s groznim pogledom. Ona pa je potem šla pod mizo na kolena in mu sezula čevlje. Potem pa mu je še slekla bundo in pri tem on ni niti ustal. Mislim, da ni potrebno ničesar dodati. Ravno te oblike nadzora pravzaprav so spolno specifične. Vem, recimo, pogosto tudi slišimo, da pravzaprav ne zaobjamemo vseh vrst nasilja v intimno-partnerskih odnosih ali pa v družinah. Pa da recimo še posebej psihično nasilje je recimo takšna tema, ki naj bi ga domnevno v večji meri izvajale ženske. Ne vem, da imaš ti kakšne podatke o tem. Skratka, da naš pogled tukaj je mogoče malo pristranski. Kaj tukaj kažejo pravzaprav študije? Zdaj odvisno, kakšne študije gledamo. Imamo te viktimološke študije in pa študije konflikta, ki zelo podajajo različne poglede. Študije konflikta se praviloma delajo preko anketnih vprašalnikov in merijo bolj resne, manj resne oblike nasilja. Zdaj, to se ne bom spuščala v razlago, kako se to meri, ampak skratka, gre za anketne vprašalnike, praviloma po telefonu, gre za kratka vprašanja in tukaj se izkaže, da seveda ne objavljajo oba spola in te študije kažejo, da naj bi bile ženske v zasebni sferi enako nasilne kot moški. Viktimološke študije, ki pa delajo bolj kvalitativne študije, ki delajo raziskave praviloma tako, da bodisi delajo neposredne pogovore z žrtvami nasilja v recimo varnih hišah, v institucijah, kjer se zatečejo žrtve hudega nasilja, potem pokažejo neko drugo sliko. Da prav zares nasilje v zasebni sferi, kjer je stopnja ogroženosti zelo visoka, v največji meri doživljajo ženske, tudi prijave na policiji kažejo in pa na institucijah, kot so in pa obravnave na sodiščih, kažejo, da nasilje v družini v največji meri doživljajo ženske, torej žrtve so ženske in otroci, storilci so pa moški. Zdaj, če primerjamo te dva polja raziskovanja, konfliktne in viktimološke študije, se prav zares in to opozarjajo tudi nekateri avtorji, pokaže, da merijo različne stvari. Zato sem jaz tudi vpeljala terminologijo in pa konceptualizacijo Michaela Johnsona, ki pravi, da morda noben od teh študij ne kaže neke napačne slike, da pa merijo različne stvari. In zato on razlikuje med različnimi oblikami konfliktnosti oziroma nasilja. Da seveda neka stopnja konfliktnosti je prisotna v vseh odnosih, da so lahko tako moški in ženske lahko zelo konfliktni, vendar je tukaj vprašanje, ali gre za konfliktnost, torej za neko razmerje, ki je po moči prerazporejeno enako, ali pa gre za nasilje, kjer je težnja enega partnerja vzpostaviti moč in nadzor in na tak način torej nadzorovati drugega partnerja in on temu pravi, tej obliki nasilja pravi intimno-partnerski terorizem. Intimno-partnerski terorizem pa pravi je tisti, ki ga v največji meri povzročajo moški in žrtve so ženske in kjer je stopnja ogroženosti
bistveno drugačna kot pa v recimo situacijskem partnerskem nasilju ali konfliktnosti, kjer sta partnerja približno enako močna, kjer noben od partnerjev v teh konfliktnih odnosih nima težnje predvladati nad drugim, kjer se ne vzpostavi to stanje terorja z ene strani in strahu in podrejenosti in tako dalje. In zato sem iz tudi upeljala to distinkcijo, ker sem pri svojem raziskovanju želela ugotoviti, kakšen je bil kontekst. Mi pogosto slišimo, da so ti umori posledica dolgotrajnega sovraštva, konfliktnosti, da prav zares sta bila oba enako konfliktna. To je mene zanimalo pri raziskovanju. In kontekst zelo jasno pokaže, da še zdaleč ne moramo govoriti o konfliktnosti, še zdaleč ne moramo govoriti o dveh popolnoma pomoči enakovrednima partnerja, ampak da gre za kontekst nasilja, ki mu po Johnsonu pravimo intimno-partnerski terorizem, kjer je en partner dolgo let izvajal hudo fizično, psihično, ekonomsko, spolno nasilje nad partnerko s težnjo po nadzorovanju njenega življenja, po vzpostavljanju pozicije premoči in tako dalje. In to ne nazadnje zelo jasno pokaže tudi ta ultimativna dejanja, ki jih jaz razumem kot neko končno vzpostavitev oziroma končno ponazoritev lastne pozicije moči nad partnerko. Ki je seveda posestniška, kot tudi praviš. Zdaj, mi običajno tako pogovorno označimo vse to skupaj za ljubosumje. Torej, šlo je pravzaprav za nekaj iracionalnega, za neka čustva so pravzaprav prestopila rob. Mislim, da to se tudi zelo kaže, to ljubosumje skozi same primere. Ja, jaz sem v bistvu v svoji študiji kritična do pojma ljubosumje, prav zaradi tega, ker ga pogosto ljubosumje zelo različno razumemo in praviloma ga razumemo v tem kontekstu kot neko čustvo, vedenje, ki sledi neki težnji po izgubi ljubljene osebe. Torej, vedno ga povezujemo z kontekstom ljubezni. In zato jaz pravim, da v teh primerih, tako da morda v neki začetni fazi je bilo tudi prisotna neka ljubezen ali pa kakorkoli, vsekakor pa skozi kontekst jaz nikakor lahko zaključim, da nikakor to niso konteksti, kjer bi lahko govorili o ljubezenskih odnosih, ampak da gre prav zares za posestniške odnose, kjer imamo profile storilcev, ki zelo jasno nakazujejo zelo jasna tradicionalna stališča o tem, kakšna je njegova vloga moškega v odnosu in kakšna je vloga ženske, kako se mora žena vesti, kaj je dopustno, kaj ni, in ta težnja, da so partnerke razumeli kot lastnino. To se po mojem mnenju zelo jasno izrazi v motivih in povodih za umor, kajti več kot polovica teh primerov se zgodi, da umora pride takrat, ko partnerka napove prekinitev ali je prekinila nasilno razmerje. To pomeni, da sama se postavi v pozicijo moči, ali pa tam, kjer so razmerja še trajala, pa je prav tako povod bil povezan z neko odločno pozicijo partnerke, da se mu je uprla, da je rekla, ne, ničesa ne bom naredila. Kot ponazoritev lahko, če vam ni preveč, mi povejte, če so vam ti primeri, če ponazarjam s citati, če vam je to preveč, potem bom to raje izpustila. Če ne pa se mi zdi, da zelo pokažejo, sicer grem samo v tisto, kar se ne bom spuščala v sam zločin in tako dalje. Če je eden ali pa dva, ki ne želita, bom to izpustila. Lahko preberem. Se mi zdi zelo, kako deluje teh moških, kjer se zelo jasno kaže ta pozicija posestniška, tradicionalna do tega in kaj je bil povod, se zdi, nisem ga dala na citat, lahko tudi tega, ampak bi še enega predstavila, ker zelo pokaže, ker je šlo še vedno za trajajoče razmerje. Ura je bila 10 ali 10:30, ko sem ji rekel, da me zebe in da naj se stisne k meni. Rekel sem ji, kaj pa one stvari, pa je rekla, da noče.
Ko sem čez 1 uro vstal in šel v kuhinjo, sem videl nož v predalu in ga vzel. Ne vem, kaj mi je takrat bilo, ali me je hudič ali vrag, da sem vzel nož. Povem, če bi jo mislil biti, bi jo z nožem sunil v prsni koš, to je normalno. Potem pa sem šel v spalnico in nekaj časa z nožem ležal. Potem pa sem začel razmišljati, ko je ona meni rekla, da mi ne bo ne kuhala in ne prala in so mi začeli živci tako delati in sem segel po nožu in z nožem potegnil po njenem vratu. Tako da, ne, tukaj, da gre za neka tradicionalna stališča, da gre za neko pozicijo, ki seže onkraj teh nekih individualnih lastnosti, ne, in da je prav zares vzroke treba iskati v nekem širšem družbenem kontekstu, ne more nihče uporeti. To so besede teh povzročiteljev v svojih zagovorih in sodiščih, ne, ker jasno vidimo, da ne obžalujejo tega, kar so naredili in da prav zares racionalizirajo svoja dejanja. Ne. Če smem še nekaj dodati okoli tega posestništva in nadzorovanja, ne, v literaturi in tiste, ki delate ali pa delajo v praksi, tudi veliko poznajo najbolj takšnih primerov, je govor o takih tehnikah, da se nekomu, ki nima izkušenj s tem, zdi to praktično nemogoče. Ne. To sega od nadzorovanja prevoženih kilometrov, uporabljenega bencina, do nadzorovanja oblačenja, ličenja, do tega, da mora biti recimo vrata v stanovanju, vsa vrata v stanovanju vedno odprta, tudi ko gre ženska v kopalnico se stuširati ali na stranišče, recimo. In to so še vedno, recimo, še neke oblike nadzora ali izvajanja moči, ki jih, kako bi rekla, ko slišimo za njih ali pa jih vidimo, jih lahko prepoznamo kot take, ne. Obstajajo pa še veliko bolj subtilne, o katerih je tudi v tej knjigi med temi primeri lahko veliko najdemo, ki jih pa zaznava samo žrtev in jih dostikrat niti ne prepoznava kot takih, jih pa zaznava in se ravna v skladu z njimi. To so lahko recimo samo določen pogled, način, kako jo pogleda, določena beseda, ki jo reče, ali pa stavek, ali pa to, da jo v javnosti ali pa v družbi na določen način prime za roko. To so taki subtilni znaki, ki jih žrtev zazna in prepozna kot znak stop, ustavi se, prestopaš mejo, ki sem ti jo postavil, ne. In ko beremo te, kako bi rekla, v teh tehnikah nadzorovanja, tistih bolj vidnih in tistih najbolj vidnih, se mi zdi, da postane tako očitno, kako je dejansko mogoče prepoznati, ko se strokovne službe in drugi, ki nudijo pomoč, srečujejo z žrtvami nasilja, da je mogoče prepoznati, da gre resnično za nevarne situacije v odnosih, ki bi jih seveda bilo treba preprečevati, ne? In da take izjave kot zadost je, da me pogleda, nikakor ne bi smeli jemati zlahka, ne? Kakor se pa kaj pol, če jo pogleda na določen način, ne? To so vse znamenja, da se v odnosu dogaja hudo nasilje, tudi če bom zdaj še enkrat rekla, to, kar sem rekla prej, tudi če fizičnega nasilja sploh še ne bilo. Nekako se mi zdi, da smo prišli tudi do tega, da seveda moramo nasilje nad ženskami razumeti kot družbeni fenomen. Po drugi strani tudi ti si proučevala neke individualne dejavnike tukaj notri. No. Mogoče bi kar nadaljeval tudi s tabo. Recimo, ko si govorila o krogih nasilja, ne, ti krogi pravzaprav grejo tudi izven ene same partnerske zveze. Ne. Pogosto ugotovimo, da žrtev potem, ko je recimo nekega nasilnega partnerja zapustila, spet najde drugega nasilnega partnerja. Ne. Tudi pri storilcih je podobno. Ne. Ko ena žrtev pobegne, recimo temu, ne, si bo našel drugo žrtev. Skratka, gre za neko zelo, zelo trdovratno reprodukcijo tega nasilja, tudi za neke mogoče
psihološke profile, verjetno se pač tudi nasilje naučimo skozi socializacijo in tako naprej. Ne? Kje zdaj sploh naslavljati ta problem? Ne? Te enkratne intervencije, recimo, ko pač uspemo, recimo, ali pa uspejo neke organizacije, službe posredovati neke zvezi uspešno, ne? Niso dovolj očitno. Ne? Pri tej temi sem jaz zelo previdna, ker kolikor sem literature prebrala, je pravzaprav tako navajajo raziskave, ki so ene ugotovile to, druge nekaj popolnoma nasprotnega. Zelo verjetno gre za nekaj podobnega, kot je Jasna preomenila, da gre za različne vzorce, za različne metodologije in tako naprej. Moramo seveda upoštevati, da ni 400 let raziskovanja tega fenomena za nami, ampak pravzaprav 40 let več ali manj, čeprav začetki teh raziskav segajo že precej bolj nazaj, vseeno, ne. Tako da tukaj težko rečemo, oziroma ne moremo reči, nujno bo tako. Recimo nekdo, ki je bil kot otrok žrtev nasilja, zdaj, če je moškega spola, bo zelo verjetno povzročitelj nasilja, če je ženskega spola, bo zelo verjetno žrtev nasilja. Ali pa ženska, ki je enkrat se znašla v odnosu, kjer je partner uporabil nasilje, bo zelo verjetno našla ali pa se bo dala najti podobnemu partnerju. Ne moramo tega reči, ker praksa v bistvu kaže zelo različne razvoje. Omenila bi mogoče eno raziskavo, ki jo tudi preomenjen Johnson omenja, ki je bila narejena s povzročitelji nasilja v intimnih odnosih. Imeli so dve skupini. V eni skupini so bili povzročitelji, ki so šli skozi program učenja socialnih veščin, in v drugi skupini povzročitelji, ki niso šli skozi take programe. V prvi skupini jih 40% po končanem programu ni bilo več nasilnih v odnosu, v drugi skupini, se pravi tisti, ki niso šli skozi programe, jih pa 35% ni bilo več nasilnih v odnosih. Ne? Tako da to kaže, da seveda tudi vprašanje učinkovitosti teh programov, ampak verjetno tudi na to, da gre za cel spekter enih razlogov, zaradi katerih se nasilje v odnosu sploh začne dogajati. In tisto mogoče, kar je feminizem nekoliko zanemaril dolg časa, ali pa feminističen pristop k nasilju, je to, da ne gre samo, da ni pomembna samo ta družbena raven, to dokazovanje moči zaradi konstrukcije moškosti takšne, kot je, ampak da gre tudi za čisto individualno raven, da imamo opraviti z najrazličnejšimi ljudmi, tako kot tudi sicer, da nihče ni enoznačna oseba, nekdo, ki uporablja nasilje v odnosu, ni samo nasilna oseba, ampak je še marsikaj drugega. Tako da lahko v drugi situaciji pač nasilja ne bo uporabljal. Kar ne pomeni seveda, tle treba biti zelo previden, da je žrtev bila tista, ki je izvala nasilje, odgovornost je več vedno njegova. Tako, to je ta spolzek teren, pravzaprav, ki mogoče se zato ravno malo bojimo, to tudi izpostavljati, ker lahko zelo hitro pride do tega argumente, mislim, sama si je kriva. Kaj so tukaj recimo tudi pokazali, ti individualni profili, ki si proučevala, tako žrtve kot storilce? Ja, ravno to, moj namen je bil proučevati na različnih ravneh, ker se mi prav tako zdelo, da ne moramo mi samo z eno razlago oziroma z enim vidikom razložiti, zakaj nekdo postane v intimno-partnerskem odnosu morilec, ali pa zakaj kaj ga privede do tako skrajnega dejanja. Zato so mene zanimali. Sicer dejansko se izkaže, jaz zagovarjam stališče, da temeljni vzrok in baza nastane je po mojem, in z tega, kar se je izkazalo, je nedvomno nek družben kontekst in torej ta neka konstrukcija moškosti, ki izhaja iz nekih tradicionalnih stališč, prepričanj, da torej iz katerih
izhajajo, da lahko izvajajo nasilje v intimno-partnerski zvezi, ker partnerko razumejo kot manj vredno, kot podrejeno sebe, kot glavo družine, kot tisti, ki lahko sankcionira, ki lahko udari, nadzoruje in tako dalje. Seveda pa so tukaj še, se pokažejo kot zelo pomembni tudi drugi dejavniki. Na individualni ravni se pri storilcih izkažejo, da obstajajo nekateri dejavniki, ki so pomembni, jaz jim pravim, eskalatorji nasilja. V smislu, da lahko nekdo postane še bolj nasilen, da lahko intenzificira svoje nasilje. In to so lahko, naprimer, lahko uporaba in zloraba drog in alkohola. Recimo, pri moških se po moji raziskavi se je tu izkazalo poslabšanje socialnega položaja, izguba službe ali recimo zdrs po družbeni lestvici, da je torej bil predstavljen na nižje plačano delovno mesto, se je v nekaterih primerih pokazalo, da so to bile take frustracije, ki so, ampak, kar je zelo pomembno, pri že v osnovi nasilnemu moškemu sprožile vedenja, ki so kanalizirala v hujše oblike nasilja. Torej, to je tisto, kar pa poudarjam. Vsi ti, tudi alkohol, lahko je intenzifikator nasilja. Recimo v enem primeru tudi sodišča si tukaj niso enotna, ali alkohol, recimo to je en tak pogosto v slovenskem prostoru, slišimo, ali kriza, ali alkohol, glavni razlog. Jaz mislim, da jih je pomembno upoštevati kot pomembne dejavnike tveganja, ker lahko vpliva in intenzificirajo nasilje, torej da poveča občutek frustracije, ki lahko vpliva na to, da je nekdo postane še toliko bolj nasilen. Vendar se jasno izkaže, da ti moški so bili nasilni tudi že prej. Preden so recimo, ali pa tudi ko niso zlorabljali alkohola, ali še preden so izgubili službo in tako dalje, lahko so pa postali še bolj nasilni potem, ko so recimo izgubili službo. Tako v enem primeru pač je mama od ene žrtve povedala, ki je sicer prejšnjega psihičnega nasilja, ona ni artikulirala, ga ni razumela kot nasilje, ampak ko je govorila, je razlagala, vedno je bil zelo nadzorovalen, zelo ljubosumen, ni želel, da je kamorkoli šla, ni je pa nikoli udaril. Ko je pa izgubil službo, takrat se je pa začelo nasilje, je začel tudi pretepati, bil je zelo nasiljen in tako dalje. Vse skupaj je eskaliralo seveda takrat, ko se je ona nameravala prekiniti razmerje. Viktimiziranost v otroštvu je tudi eno zanimivo področje, ki ga pogosto razumemo zelo pavšalno, češ da pač ti povzročitelji so ponavadi tudi sami bili žrtve nasilja v otroštvu. Iz moje raziskave, in to se upada tudi z nekaterimi drugimi mednarodnimi raziskavami, je to lahko nek dejavnik tveganja, ampak v neki tretjini primerov. V tretjini primerov se je tudi iz moje raziskave pokazalo, da sicer je to lahko pomemben dejavnik, da so bili ti moški, ko sem analizirala recimo psihiatrično izvedeniška mnenja, so ugotovili, da so bili lahko žrtve hudega nasilja, predvsem je tukaj dejavnik tveganja, torej če so bili priče nasilja, ki ga je oče izvajal nad materjo in torej potem lahko reproducirajo takšno nasilje tudi kasneje v življenju, vendar je to tretjina primerov. V 2/3 primerov pa ni bilo mogoče ugotoviti, da so ti moški bili sami žrtve kakršnega koli nasilja, lahko so živeli v zelo urejenih razmerah. In tudi ta socialna deprivilegiranost lahko je dejavnik tveganja v enih primerih, v nekaterih primerih pa imamo kontekst dobro stoječih, visoko izobraženih torej žrtve in storilca. Tako da je težko enoznačno reči, je pa pomembno seveda proučevati te različne dejavnike, da potem razumemo, kaj je pripeljalo, ker se pa izkaže, da obstajajo določeni profili, ki so značilni in ki lahko privedejo do nekega takega tragičnega zaključka. Je pa to področje, ki je v veliki meri še neraziskano, ki je torej potrebno proučevati, primerjati povzročitelje nasilja, ki opustijo nasilje, ki ne umorijo in tiste, ki gredo do skrajnosti in potem ugotavljati vzorce in značilnosti in podobnosti in razlike med njimi. To pravzaprav kaže tudi, da bi bilo treba intimno-partnersko nasilje naslavljati na zelo različnih ravneh. Ne vem, tukaj se kažejo notri problemi alkoholizma, recimo, ampak seveda ne izključno, kot si rekla, potem problemi nekih vzorcev, ki jih ljudje prenesejo iz svojih družin in tako naprej.
prej si tudi omenila, to je tudi nek premik na področju feminističnega dela, ne, da se pravzaprav danes ne ukvarjamo več samo z žrtvami, ampak tudi z storilci. Kako gledaš na te programe? Meniš, da je to lahko uspešno? Oziroma, kaj naj bi takšni programi sploh počeli? Ni nobene tukaj, ki se s tem ukvarjam, oziroma nobene. Jaz konkretno se s temi programi nisem ukvarjala, nekoliko pač poznam zaradi tega sodelovanja med feminističnimi projekti, skupinami, nevladnimi organizacijami, kako že. Kolikor vem, v glavnem, ali pa tisti, ki to najbolj zavzeto dela v Sloveniji, je še vedno Društvo za nenasilno komunikacijo, ki je s tem tudi začelo. Trenutno izvajajo 24-urni program učenja socialnih veščin, bodisi v skupini, bodisi individualno. V glavnem večino, bom rekla, napotijo v te programe institucije, Center za socialno delo, tožilstvo, sodišče. Se pa tudi nekateri povzročitelji nasilja si sami poiščejo pomoč in se vključijo v tak program, ki je na razpolago zastonj, to je seveda pomembno. Tako kot bi bilo pomembno, recimo po mojem mnenju, da bi bile na razpolago tudi zastonj, različne vrste psihoterapije za tiste, ki bi si tega želeli, bodi si na strani žrtve, bodi si na strani povzročiteljev nasilja, ker seveda eno tako, bom rekla, osnovno psihosocialno pomočjo, kot jo žrtev, če govorimo o žrtvah, dobi v varni hiši, morate razumeti, da to ponovadi obsega cel paket vprašanj, ki jih je treba rešiti, od šolanja, službe, učenja jezika pogosto, če gre za priseljenko, cel kup problemov, ki jih je treba rešiti in to, kako se ona počuti kot oseba, kaj bi ona rada s svojim življenjem naredila, a zmore izpolnjevati svoje želje in svoje vizije za svoje življenje in tako naprej, zato ponavadi zmanjka časa in moči. Mi pravzaprav psihoterapije pri nas na razpolago zastonj nimamo. Jaz mislim, da bi bilo preprosto začeti treba to zahtevati, vsaj v nekaterih primerih, recimo, ko gre za take kritične probleme, ker mislim, da bi si ljudje res zaslužili, da imajo to na razpolago. Glede programov pomoči povzročiteljem nasilja bi rada rekla še to, da tudi v tujini, karkoli sem do zdaj prebrala, so vedno ocene pol nekako, glede uspešnosti. So pa programi zelo različni, čeprav v osnovi ne bi vsi nekako se izhajali iz tega Duluth modela, tega modela Ellen Pence, skratka, ne bi šli na to, kadar gre za nasilje, pri katerem je bistven močen nadzor, ne bi šli na to, da razgrajujejo ne samo vprašanje fizičnega nasilja, ampak vseh teh taktik nadzora, razumevanja sebe kot moškega, svoje vloge v svetu, v družbi in tako naprej. In po tem principu delujejo tudi pri nas te programe. Če lahko dodam, jaz tudi zaključujem v svojem delu, da je eno zelo pomembnih vidikov preventivnega dela bi bilo potrebno sistematično delo tudi s povzročitelji nasilja, prav v tem vidiku, da se jih poskuša prepoznati, nuditi neko psihoterapevtsko pomoč, v smislu, da jih torej prepoznamo njihovo nevarnost že v tej fazi, preden pride do najhujših oblik nasilja, kot je umor. In tega pri nas tako rekoč ni, ker seveda zelo preprost, ena raziskovalka enkrat zelo lepo rekla, zelo preprost način je, kako ustaviti nasilje. Tako da povzročitelja prepričamo, da neha uporabljati nasilje, ker včasih rečejo, lahko naredijo vse in kar ne nehajo. Prekinitev razmerja ni garancija za prekinitev nasilja. Nasilje se v večini primerov nadaljuje v hudih oblikah zalezovanja,
obliki umora. In seveda ta prostovoljni vidik pri povzročiteljih nasilja je seveda zelo vprašljiv, zaradi tega, ker torej, da se vključijo v programe, se morajo prepoznati, seveda nekdo jim reče, da ste povzročitelj nasilja, jih napotijo, in potem tam se lahko oni vključujejo prostovoljno ali ne. In seveda, kot tak, tisti, ki se vključujejo prostovoljno, poiščejo pomoč, pomeni, da so že v neki točki prepoznavanja svojega vedenja kot nasilja in tako dalje. Ampak problem pri teh moških, zlasti teh, ki sem jih jaz raziskovala in tudi pomembnega deleža povzročitelj nasilja, je, da oni sami sebe ne razumejo kot nasilne. Oni svoje vedenje razumejo kot normalno vedenje, kot da so upravičeni do tega in to se je zelo jasno izkazalo tudi, ko je šlo za ta najhujša kazniva dejanja, ko so bile zelo objektivni dokazi, da so izvedli nasilje, oziroma pač tako hudo kaznivo dejanje, oni sebe so pač povsem opravičevali, krivdo pač prelagali na partnerko, tako da tu je osnovni problem. Torej vprašanje, kako delati s temi povzročitelji nasilja, da uvidijo lastno vedenje, ker nimajo uvida v lastno vedenje in jih potem nekako odvrniti od tega, da nadaljujejo z nasiljem. To je ta big question, ki seveda prinaša številne nove izzive. Včasih se mi zdi pravzaprav tudi, da bi bilo pač treba ljudi tudi naučiti, kaj je normalen odnos, kako se razrešujejo konflikti in tako naprej. To je po mojem ključnega pomena, torej, da bi že z mladimi delali izobraževanja, torej, kaj je, tako kot si rekel, kaj je normalen odnos, kaj je v odnosu dopustno, do kje lahko določena vedenja sežejo, kaj je že tisto, kar prestopa mejo dopustnosti, kako ohraniti svoj jaz v odnosu. Jaz večkrat primer, ki je mene od vseh primerov, ki sem jih pregledala in proučevala, nekako najbolj utrnil v spomin, je bil primer nekega 17-letne punce, ki se je tudi zaključil z umorom, kjer je bil pač partner, sta bila zelo mlada, on je bil nasilen, vsi sošolci so vedeli za nasilje in tako dalje, in ona je v sodnem spisu je bilo shranjeno njeno pismo, ki ga je pisala sošolkam, v katerem je pač opisovala, kaj se ji dogaja, da je pač nasilen in med drugim napisala, ampak jaz ga imam pač rada in vse je to normalno, da moški pretepa žensko. Tako da imamo, seveda, in pogosto najdemo to, da je torej ta brezkompromisna ženskost, ki jo tudi ženske same sprejmejo in to je tudi ta družben moment, ki je zelo pomemben, kako zrastemo z nekimi družbeno pričakovanimi vlogami in razumevanjem, kaj so odnosi tudi v kontekstu tega. Torej, moja pozicija je taka in če me tu pa tam udari, in to ni stvar preteklosti, še danes najdemo torej taka prepričanja, ki so močna in potem skozi to je en vidik, skozi kaj potem ženske, zakaj ženske tudi potem ustrajajo, eden od momentov tudi, zakaj ustrajajo v takem odnosu, ker razumejo, da je to del odnosu, zato je ključno tudi učiti, kaj so sploh zdravi odnosi. Se pravzaprav je tudi dost šokantno v tej knjigi, kako na najrazličnejših ravneh pride do nekega podcenjevanja tega intimno-partnerskega nasilja tudi, tako tudi celo za strani žrtev, čeprav so dejanja, se rekla, sama včasih napovedana, pa tudi institucij. Zdaj bi, recimo, če bi počasi zaključili, bi še pogledali na ta institucionalni odziv. V večini teh primerov, ki si ti proučevala, so institucije že bile nekako vključene, ampak lahko rečemo, da niso prepoznale nevarnosti. Kje so zdaj tukaj manjki, kaj lahko tukaj naredimo? Ja, to je tudi eno od področja dejavniku tveganja, jaz rečem, zato ker pogosto se izkaže, da institucija, in to mislimo cel subjekt od institucije, ker samo v tretjini primerov je bilo nasilje prijavljeno recimo na policiji. V ostalih primerih pa so pogosto bile žrtve obravnavane bodisi v zdravstvenih institucijah, centrih za socialno delo, šole in tako dalje, kjer nihče prav zares ni odločno reagiral ob soočenju z nasiljem, oziroma praviloma so se obrnili stran, niso ničesar naredili. In to je to podcenjevanje tveganja,
kjer morda nasilje še ni tako hudo, ne, in kjer žrtev sama tudi se ne želi izpostaviti, ne želi podati prijavo, kjer zanika in potem institucije kot take tudi ne naredijo ničesar. Jaz mislim, da je tukaj zelo pomembno to, da se institucije odzovejo, tudi če recimo žrtev ne želi dati uradne prijave naprej, recimo tle se zdaj zelo veliko za zdravstvom dela, zdravniki zelo pogosto pridejo v stik z žrtvami nasilja, ampak zelo redko reagirajo, ampak ni problem, jaz tudi pravim, ni toliko samo problem v tem, da malomarno delajo. Pogosto tudi sami ne vedo, kako naj se soočijo, kako boste se vi z žensko, ki pride k vam na pregled in vam strogo zanika, nič mi ni bilo, sem padla, ne vem, v enem primeru sem smela, ki je konstantno govorila, da je krava brcnila, ne, in je potem zdravnica šele, ko je pač prišlo do tega tragičnega dogodka in je pričala na sodišče, rekla, jaz sem vsa leta vedela, da te poškodbe ona ni dobila in niso mogle nastati tako, da je krava brcnila ali da je padla po stopnicah ali kakorkoli, ampak nikoli nisem ničesar naredila, ker mi ni dovolila, ne. Zato jaz mislim, da je zelo pomembno, da imajo institucije na voljo takšne, kot so zdravstvene institucije in druge, ki niso zadolžene za to, da rešujejo problematiko nasilja, na voljo mehanizme, da recimo samo predajo naprej določenim institucijam in to po zakonodaji lahko naši slovenski informacijo, da te druge pristojne, recimo nevladne organizacije ali centre za socialno delo, na nek bolj subtilen način pride v stik z žrtvijo in jo poskuša postopoma opolnomočiti do točke, da se potem upa spregovoriti, da prijaviti, zaposliti nasilnega partnerja, ne. Ker to je seveda potrebno se zaveda, da je to zelo kompleksen način reševanja, ko žrtev še ni prepričana, ali ga bo prijavila ali ne, prav zaradi celotne te kompleksnosti, ki jo je Mojca izpostavila, je potrebno žrtvam nuditi vso možno podporo, da potem pridejo do točke, ko so dovolj močni, da lahko takšnemu razmerju naredijo konec in prijavijo nasilje žrtve. Ali naredijo konec, pa ne prijavijo tudi ta možnost malo ostati? Seveda, ali pa ne prijavijo, definitivno. Ni zdaj nujno, da prijavijo, saj da naredijo konec in poiščejo pomoč, ne. Vsekakor. Zdaj, seveda govorimo pravzaprav o nekih državnih institucijah, o njihovem odzivu, ne, v Sloveniji imamo tudi zelo močno nevladniško sceno na tem področju. Če pogledamo varne hiše, ne, lahko ugotovimo, da celo nevladne organizacije imajo tu nek primat, še posebej v zadnjih letih, ne, predvsem nevladne organizacije ustanavljajo nove varne hiše. Recimo, to je kar nek zanimiv preskok. Leta 1997 si ti sodelovala pri ustanavljanju prve nevladne varne hiše. Smo lahko veseli pravzaprav tega? Absolutno smo lahko veseli. Mislim, da ni tako nenavadno, da nevladne organizacije peljejo pobudo, da je za to več razlogov. Dejstvo je pač, da na glas smo začeli govoriti o problemu nasilja nad ženskami feministke in skratka v tistem, kar je bilo zametek prihodnega nevladništva, je nastala tudi prva specializirana oblika pomoči, SOS telefon. So pa verjetno še drugi razlogi. Marsikdo ocenjuje že nekaj časa, da država kot taka predaja veliko dela na pleča nevladnim organizacijam, ne samo na tem področju, še na marsikatero drugo, ne. In verjetno imamo tukaj tudi to ozadje. V bistvu, jaz bi rekla tako, da tam od leta 1996 do 2005 smo imeli zlato desetletje varnih hiš. Odprto je bilo 9 varnih hiš in je krizni center za ženske žrtve nasilja. Pred tem je bila samo ena, ne, zavetišče, Pet Syndrom v Krškem, za katerega skoraj nihče ni vedel, razen tam v lokalnem okolju. Tisti je bilo že 91. ne? To je bilo že 91. tako, pod okriljem Centra za socialno delo, mejhno zatočišče, mejhna varna hiža za 2 ženski. Potem leta 1996 je Center za socialno delo v Mariboru odprl varno hišo, pol je šel pa ta
plaz, predvsem nevladniški. V naslednjem desetletju, po letu 2005, pa mislim, da so se samo še 3-4 odprli, tako da zdaj imamo 15 in 20 varnih hiš in kriznih centrov, mislim, da sta 2 krizna centra. Tudi regionalna pokritost je kar dobra, Ljubljana z okolico dobro pokrita, Štajerska dobro pokrita, tudi Primorska še kar najslabša, v bistvu Gorenjska in Dolenjska, imate samo pa eno varno hišo. Mislim, da prostora je zadost. Trenutno se seveda zgodi, da je vse zasedeno, ampak to je danes bolj redkost, kapacitete so precejšnje. Tako da to je absolutno plus. Seveda moramo upoštevati, da so še tudi druge oblike pomoči, ne samo varne hiše, da so skupine za samo pomoč, podporne skupine, telefoni, za telefonsko svetovanje. Skratka, tega je danes neprimerljivo veliko v primerjavi s takrat, ko smo začeli, recimo pred 30 leti, ko je leta 90 sem z eno kolegico delala ankete po 2 ruralnih območjih v Sloveniji o nasilju nad ženskami v družini, ankete z ženskami. Ne? In v okviru tega smo intervjuvali tudi 2 direktorici centrov za socialno delo. Ne? In takrat na enem centru tega problema sploh niso imeli, na celem območju, ker nasilja pri njih ni. Ne? To se je takrat še lahko zgodilo danes. Ne verjamem, da bi se še to kjerkoli lahko zgodilo na kateremkoli centru za socialno delo ali pa kakšni drugi instituciji, da bi kdo tako kategorično zanikal obstoj tega problema. Skratka, premik v 30 letih je dejansko zelo velik in pozitiven. Danes verjetno je naslednji korak, so bolj specializirane oblike pomoči, ne, za recimo vem, da so vedno težave, naprimer z odvisnicami, ne, od drog, ne, ki nimajo vstopa, recimo v varne hiše, ne. Ali pa alkohola. Ne. Ali pa spomnim se recimo ene zgodbe iz Berlina, kjer so ustanovili varno hišo posebej za migrantke, ker so ugotovili, pač, da so migrantke, ko so prišle v varne hiše, nekako imele potem znotraj varnih hiš podrejen položaj, opravljale so samo neka pomožna dela in tako naprej. Ne? Skratka, da se je dogajala neka diskriminacija. Ne? Tukaj pa verjetno je še kar nekaj korakov. Jaz mislim, da je še ogromno se narediti. Tudi recimo imamo eno varno hišo, ki lahko sprejema gibalno ovirane ženske. Ta varna hiša je v Ljubljani. Kaj pa ne, če si iz Murske Sobote, pa si gibalno oviran, ampak vse imaš neko zaposlitev, recimo, ne? Se največ ne moreš umakniti po Ljubljani. Tega še zelo veliko. Tisto, kar jaz mogoče pogrešam, je, da se te nevladne organizacije, čeprav vse povezujejo, ne znajo povezati na te zelo praktične načine, recimo skupno pravno službo, da tako rečem. Skupno službo, bom rekla, za probleme, ki jih imajo odvisnice, težave, ki jih imajo odvisnice. Ne? Mislim, da tukaj, glede na to, kako majhen je slovenski prostor, bi se dali skupaj veliko več narediti, kot se mogoče da v kakšni drugi državi, ki je večja in, ali pa pač ne vem. Kar se tega tiče, se mi zdi, da je pa razvoj nekako se kar malo ustavil. Če sem preveč kritična, zato pa zdaj gledam od zunaj. Ne, jaz sem zadala, da bi bile pa zelo pomembne, ker se skozi mojo raziskavo, jaz sem gledala individualne značilnosti tako žrtev kot storilcev in sem na strani žrtev zaznala te dejavnike ranljivosti, ki so pomembni, kot je recimo alkoholiziranost, šibko duševnost ali socialna deprivilegiranost, ki dodatno otežijo položaj žrtve in dodatno otežijo to, da bi lahko poiskala pomoč, se lahko odmaknile z nasilnega odnosa, jih stigmatizira. V takšno stanje alkoholiziranosti, šibkega duševnega stanja ali socialne deprivilegiranosti pa so prišle prav zaradi nasilja. Ne? In to je bilo znotraj primerov dokazano. V 2 primerih je bilo tudi poskus samomora pri žrtvah že predhodno.
in tako dalje. In recimo izkazalo se je, da so jih zelo stigmatizirano in na tak podcenjujoč način obravnavali tudi institucije, kot recimo Center za socialno delo. Češ, pričali so na sodišču, oba sta bila alkoholika, oba sta bila problematična. Skozi smo intervenirali, ampak zato, ker je pa bilo zelo jasen kontekst, da je bil on do nasilen, nadzorovalen, večkrat je bila pretepena in tako dalje. In tako da ta specializirana pomoč žrtvam nasilja, ki imajo specifične recimo težave, kot prav posledica nasilja, mislim, da v Sloveniji zelo manjka in da je ta tudi zelo ključnega pomena za delo potem tudi z žrtvami. Dobro, morda bi na tej točki naš pogovor zaključili, pa bi predal besedo publiki. Če so morda kakšni komentarji, kakšna vprašanja, sogovornici, mislim, da boste z veseljem odgovorili. Kako knjigo damo v kroče? Pa tudi, glej, te liste, da so vzajemno vezane. Kako bolj kasneje. Ja. Prosim, razlika med skupino za samopomoč in podporno skupino, kaj je eno in drugo? Kolikor jaz razumem, morate vedeti, da jaz ne delam več v praksi, ampak včasih smo vsemu rekli skupina za samopomoč, pa so v glavnem bile največkrat vodene skupine, skratka bila je neka strokovnjakinja, usposobljena oseba, ki je to moderirala, ta potek in tako naprej. Niso bile prave skupine za samopomoč. Prava skupina za samopomoč je, da mi tri problem, pa rečemo, zdaj bomo pa se srečevali, pa bomo probali skupaj, ne mi tri isti. Vsak svoj problem, nekako približno podoben, recimo. Zdaj se uporablja izraz podporne skupine, jaz sem vseeno imela tudi skupine za samopomoč, ker nekaj jih pa menda tudi je v Sloveniji. To se pravi, so skupine, kjer se žrtve same sestajajo in si poskušajo pomagati drugi in so skupine, v katerih je nekdo, ki te procese komunikacije moderira, ki malo usmerja. Ja, pa imamo pa še terapevtske, kjer so pa terapevti, oziroma terapeutke. Predu še kdo? Nismo sprožili nobene dileme. Čestitam, da ste se podali na to pot, da ste se lotili tematike, da ste jo tako sistematično, čutno obdelali, bi rada privisala. Hvala. Ja, na trenutke priznam, da je bilo kar težko. Koliko časa ste to? Vse skupaj, to je bila v bistvu doktorska disertacija, vse skupaj je nastajalo 3 leta. Leto pa pol sem po sodiščih hodila, da sem pač vse pregledala, potem je pa pač tisto skoraj leto, pa še nekaj, da sem pa zadevo dala skupaj, pa analizirala podatke, kako gre za kvalitativno raziskavo, ne gre samo za preštevanje, ampak tudi za poskušanje razumevanja konteksta, tako da je kar trajalo, se mi je zdelo, da kar ni konca. Zdaj, Jasna, ti res, ker si imela pogled v te sodne spise, si imela pravzaprav tudi, si bila soočena z veliko podrobnostmi, krutostmi in tako naprej. Kako si nekako prešla skozi to kot raziskovalka? Krmarla. Krmarla, ja. Ja, moram reči, da na trenutke, definitivno v prvi vrsti pač moraš biti človek za to, Ne vem, jaz imam nek ta filter, jaz mu rečem filter, ko se lahko odklopim s to emotivnost, svojo emotivno in čustveno plat, če lahko temu tako rečem, in pač mehansko to delam, ampak seveda z neko ciljem za to, da pač nekaj dobrega ven iz tega potegnem, ker me jezi taka realnost. Tako da to mi je pomagalo, da sem bila distancirana, ko sem brala te okrutnosti, pač primere, najbolj so se me dotaknili primeri, pač ko je šlo za bili otroki priče umora, lastne matere in tako dalje.
Ni bilo pa vedno enostavno, no. Ko sem stopila na realno tla in se včasih tako zamislila in dejansko začela razmišljati in se postavila v situacijo, takrat me je pa kar znalo tako pretresti vse skupaj. Spraševala sem se, kako je možno, samo dejanje, tisto končno dejanje, ja, je okrutno, ampak meni je cel kontekst, to je bila zgodovina lahko okrutnega nasilja, ne. In sem se spraševala, kako lahko nekdo doživlja in preživlja vse to, no, kako je sposoben iti skozi vse to. Po drugi strani, kako je nekdo zmožen takega dejanja, kako ga ne ustavi niti to, da ga gledajo mladoletni otroci, da lahko vzame življenje na tako racionalen, hladen, premišljen način. Tako da ja, no, včasih sem kar rabila malo dati ven od sebe, ampak me niso prav veliko ljudi, me ni želelo poslušati. Niste želeli, ne nam v podrobnostih. Tako da ja, nek filter si moraš postaviti, no, da se te ne dotakne v tem smislu pregloboko, no. Pardon, samo na že obstoječih pisnih dokumentih, ali ste šli kdaj v živo še svoja vprašanja? Nisem smela. Jaz sem se na sodišču zavezala, da vse, kar je osebnih podatkov, to bi bilo etično sporno, da bi jaz vzela osebne podatke, pa te ljudi potem poiskala v realnosti, sem mogla imena, kraje, vse realno, kar se je bilo pač tam pozabiti in pustiti tam. Tako da načeloma je ta raziskava, moja prva ideja je bila, da bi šla še delati intervjuje, bodi si žrtvami ali pa recimo z neko okolico, ki je poznala kontekst. Ampak potem se je izkazalo, v sodni spisi so se izkazali za tako bogat vir informacij, da je bilo za tako raziskavo za doktorsko študijo tega zelo veliko, ne. Tako da sem potem to, moja želja za nadaljno raziskovanje, pa potem jaz še delo na tem naprej, pa tudi z nekimi drugačnimi metodološkimi pristopi. Tako da sem potem samo na podlagi sodnih spisov. Ja, predvsem bi drugačna, mogoče nekatera druga vprašanja postavili kot tega sodnika. Ja, vsekakor. Jaz nisem, ravno to je, ne. Sodni spis je zanimiv prav iz tega vidika, da ne gre noter samo za vprašanje sodnikov, to je en del sodnega spisa. Imate noter uradne zaznamke, ki so nastali takoj po storitvi kaznivega dejanja s strani preiskovalcev, kriminalistov, policajev. Imate noter mnenje izvedencev, psihiatrov, ki tudi dajo neko drugo sliko. Imate mnenja noter prič, zelo različnih, od najožje družine do široko sodelavcev in tako dalje. Tako da, ko vse to podate skupaj, dobite zelo široko sliko dogajanja in profilov. Predvsem storilcev v večji meri, ker sodišče se v glavnem osredotoči, da potem prepozna kontekst dogajanja in pa storilca, ne, da potem se dosodi tudi primerno kazen, ali je šlo za prištevnost ali neprištevnost in tako dalje. Ampak dobite zelo razvejano in široko sliko. Noter so lahko tudi mnenja zdravnikov ali pač psihiatrov, če so bili prej obravnavani, centrov za socialno delo. Tako da ne gre samo za tisto ozko spraševanje sodnikov, to je potem samo sodba poda, ne, jaz sem pač dejansko gledala celotne sodne spise, ki so pa zelo obsežni, ne, in zelo različno dokumentacijo noter spremljajo. Ja, zadaj najprej, potem pa nekaj. Zdaj dve vprašanje, ali ti storilci kažejo sadistične nastavke tudi drugod v življenju, recimo v službi, kjerkoli druge, ali je to zgolj znotraj intimnega odnosa, pa kako povečati odzivnost sistema, institucije, recimo, ne vem, načrtovalna reorganizacija centrov za socialno delo, korak v tom smeru ali ne? Zdaj, če najprej prvo vprašanje glede storilcev, izkaže se, da so različni profili storilcev. Večina teh, okrog 2/3, so takšni, ki izvajajo nasilje samo v partnerski zvezi. Torej, praviloma zunaj doma so bodisi. Tukaj imamo potem še dva ločena profila, eni so, in te predstavljajo večino, so praviloma torej nasilni samo v partnerski zvezi, samo nad sebi podrejenimi. Zunaj doma so praviloma poznani kot zelo priljubljeni, kot daleč, ne, tisti, ki recimo v delovnem okolju,
kot priljubljeni, lahko imela samo vmes zelo priljubljenega profesorja z več nagradami, kjer so celo učenci za njega pričali in tako dalje. Seveda ta ožji krog družinski je vedel za njegovo nasilje, ampak širše okolje, recimo zunaj tega, pa so lahko govorili, da je bil ta človek zelo v redu, zelo priljubljen in tako dalje, veseljak, nikoli ne bi rekli, da je bil nasilen, ne, doma. Potem imamo ta drugi del tistih, ki so precej introvertirani, tudi nasilni samo znotraj doma. Precej introvertirani, to so tisti, ki v glavnem v zasebni sferi izvajajo v glavnem psihično nasilje in ko eskalirajo v zelo hude, okrutne oblike nasilja in to ponavadi, ko so izbruhnili v fizično nasilje, je bilo to prav dejanje umora in te so prevladujoči med bivšimi partnerji. Potem pa imamo približno malo manj kot tretjina je bilo pa takih, da bi bili vse splošno nasilni, da bi bili nasilni tudi zunaj doma in da bi bilo nasilje oblika vedenja, ki jo uporabljajo za reševanje vseh situacij. Ne. In to je v bistvu nek tak zanimiv moment, ki pokaže, da so velika večina teh povzročiteljev v bistvu nasilnih samo doma. Da ni nasilje njihovo prevzeto vedenje na splošno v življenju. Torej zelo dobro vedo, zakaj uporabljajo nasilje, s kakšnim namenom in točno v kakšnem kontekstu. Zato jih je tudi tako težko prepoznati, ker so zelo dobri manipulatorji. Ne? Oni, ko recimo pridejo tudi na sodišču, če berete njihove zagovore, dobite občutek, da so bili to idealni očetje in idealni partnerji. Seveda tukaj ne morejo preslepiti, ker imamo objektivno konkretno dejanje, ko po vseh teh znakov objektivnih nimamo in gre za nasilje in tak moški pride na center za socialno delo in predstavlja svojo podobo, lahko zelo hitro zmede in zavede torej strokovne službe. Glede dela na področju institucij, ozaveščanja in odzivnosti, jaz mislim, da se na tem dela zelo veliko v zadnjih letih, je pa potrebno delati še več, predvsem opremljati strokovne delavce. Zdaj pri centrih za socialno delo z mojega pogleda je problem to, da sicer, ker so za ZPND-jem pristali pač nosilci primera, se je zelo veliko odgovornosti tudi dela preložilo na njih in včasih morda ne znajo najbolje odreagirati, ko dobijo recimo primere nasilja. Jaz mislim, da še vedno po podatkih se bistveno premalo sklicuje multidisciplinarne time, ki so ključni najverjetneje pri uspešnem reševanju problematike nasilja. Se pa na tem v zadnjih letih dela, je pa še zelo veliko rezerv, po mojem mnenju. Ja, jaz bi se mogoče navezala na prvo vprašanje. Mislim, da ti praviš, da 2/3 je takih, ki sicer v drugih situacijah niso nasilni. To pomeni, da za ti 2/3 točno veste, da izvajajo nasilje. Zanje odpadajo programi, ki bi recimo dosegli uspeh s tem, da jih ozaveščajo o tem, kaj je nasilje in kaj ni. Ne? Spravi, da to ni to. Ne? Nisem jasna. Pri teh 2/3 programi, ki naj bi storilce ozaveščali o tem, kaj sploh je nasilje, ker prej je bilo rečeno, da večina storilcev ne ve sploh, da gre za nasilje. Ti 2/3 očitno zelo dobro veste, da gre za nasilje, zaradi tega, ker to nasilje uporabljata tam, kjer veste, da ne bodo kaznovani. Ne? To je to. Ne? Skratka. In mene v bistvu ves čas, tukaj gre res za res za neko nemoč vseh, ne? In institucij, in raziskovalcev, in ne vem, teoretičar. Ker kaj je pravzaprav kaj je izvor nasilja? Vsi smo lahko nasilni, čisto vsi.
pa na različne načine. Ne. Razmišljala sem to, a bi mogoče ne vem, dosegel lahko kakšen napredek s tem, da bi samo nasilje dosledno obravnavali kot izraz nemoči. Kot Hannah Arendt pravi, ne. Nasilje nastopi takrat, ko pravzaprav začneš izgubljati moč. Ti si prej rekla, seveda, ne, tudi v tem intimnem razmerju ponavadi nasilje nastopi takrat, ko se ženska upre. Ne. Hkrati se mi zdi, da je pa to bi bilo zelo dobro povezati z makro situacijo in je povezana s tema dvema, ne, s tem mislim, s to tvojo ugotovitvijo o 2/3 storilcev, ki ne izvajajo nasilje samo znotraj družine. Namreč, mislim, očitno ne, gre pravzaprav za neko, ali sproščanje, bom zdaj tako rekla, po domače, frustracij tam, kjer jih smeš, ne, in da gre v osnovi pravzaprav za nekaj, kar se mi zdi, da zmeri hujšno, ne, da se bodo različne oblike nasilja samo še stopnjevale, zaradi tega, ker živimo v družbi, ki na eni strani pravzaprav onemogoča, da bi dejansko upravljali svojim življenjem, hkrati nam pa dopoveduje, da smo za vse sami odgovorni. Skratka, in jaz se bojim, da se bodo, da sta ti 2/3 to, no, skratka, ne. Mogoče bomo, ne vem, gremo, se bližamo situaciji, ko bo pravzaprav teh, ki so nasilni povsod, zmeraj manj in zmeraj več tistih, ki so nasilni sem tam, kjer so lahko. Ali vse nad podrejenimi, tako kot si rekla, ne, znaš, oziroma nad podrejenimi, pa ne bo to znotraj družine, ali pa ne bo, ja, tam, kjer so lahko in kjer je na nek način legitimno. No, to se mi zdi, no, da mogoče je dober način, kako se spoprijemati z vprašanjem nasilja. Prav to, no, da vztrajamo, ne, pri definiciji nasilja kot izraza nemoči. Moja teza v raziskavi glede teh moških je prav to, da je pri njih nasilje prej odraz zloma njihove moči, kot pa dokaz njihove pozicije moči. Ne? Torej, oni izhajajo iz pozicije, da morajo imeti moč, ampak najbolj nasilni postanejo tedaj, ko začutijo, da se njihova pozicija moči zamaje. Ja, ampak če druge ne želijo imeti moči, jo imajo znotraj družine. To je tudi na to, jaz potem kontekstualiziram in razlagam s pomočjo konteksta, ki ga more moškosti, ko ne dosegajo idealov nekje drugje, to je recimo tudi na delovnem področju, ali pa svoje moškosti ne morejo izpopolniti nekje drugje, to je potem ta razlaga, zakaj potem so nasilni tudi v zasebni sferi. Ne reči, da se pravzaprav ta makro dejavniki ne omejujejo samo na hegemono moškost, ampak tudi na situacijo, v kateri ne moramo pravzaprav obvladati svojega življenja. Na ženske in moške. Ja, ampak to je povezano z nekimi družbenimi pričakovanji, kakšna naj bo vloga moškega in kakšna naj bo vloga ženske. Ja, ampak ni to samo to dovolj, to sem hotela reči. Seveda cel kontekst dogajanja različnih dejavnikov, ki potem privedejo. Samo še na eno stvar, ko so prej rekli, te moški, ne da se ne zavedajo, jaz raje ne govorim, mogoče nisem bila prej dovolj jasna, oziroma ne da ne vejo, kaj delajo, jaz mislim, da oni vedo, kaj delajo, vendar nimajo uvida v smislu, da so kritični do svojega vedenja. Sem jasna. Torej, on ve, zakaj uporabi nasilno vedenje, ampak ni kritičen do tega, ne? On misli, da je do tega upravičen. Ne? Tako da on sebe ne razume kot problematičnega, ne? Da pa neko vedenje njegovo vzbudi strah pri žrtvi, ne? Pa se on tega zaveda. Ne? Sam ga ne imenuje kot nasilje, on ga ne razume kot problematičnega. Ne? Torej, jaz pravim, da nimajo uvida, da pa zelo dobro vedo, kaj počnejo.
primer tistega profesorja, po moje, ni to, ne? A veš, ki doma, ne, ki si ga prej dala, primer, ki si ga prej navedla. Ne? Ta, ki je nasilen do žene doma. Ta, po moje, zelo dobro ve. A veš, mislim, da je problematično to nasilje, to hočem reči. Jaz se bojim, ne, a veš, da cele vrste teh storilcev ne bo mogoče, mislim, ni mogoče, ne, s temi, pravzaprav, ne vem, s temi tehnikami, ne, oziroma s temi ukrepi, ki jih uporabljajo organizacije za, ne vem, nenasilno komunikacijo, ne, s temi strategijami, da se jih ne bo, a veš, da se jih to ne dotakne, ker je njihova racionalizacija tako močna, da odpade, ne. Ja, se strinjam, ja, to je osnovni problem. Samo to, na vašo pripombo, in če poznate osebnostno strukturo narcističnega perverzneža, mislim, da je tudi to v francoščini že čez 30 knjig v zvezi s tem, počasi tako definicija sveta na anglofonsko področje, v slovenščini še ni nič malih do srbščini, vsaj jaz nisem našla. In če vas zanima, da zagledajte, kakšni so ti ljudje? V zadnjih letih je vedno več teh raziskav v zvezi z nasiljem in teh odnosov, ki ugotavljajo, da gre velikokrat, ampak vendar ne v večini primerov, da za neke osebnostne motnje pri povzročiteljih nasilja, ker so fenomen sodobnosti, bi rekla, ali pa bolj izrazit v sodobnosti od narcizma, mejno osebnostne motnje in tako naprej. Različne so, ne? Ja. Jaz se tudi not popišem na osnovi tega, kaj so psihiatri izvedenci ugotovili, kar je pomembno, večina teh so psihiatri izvedenci ugotovili, da diagnosticirajo, da šlo za kakšno motnjo osebnosti in vedenja. Kar je pa tu pomembno opozoriti je to, da motnje osebnosti in vedenja ne gre za neka patološka stanja, ki bi na osebo vplivali v smislu kot duševne motnje, da se ne bi zavedali, da bi pač neka možganska okvara tako vplivala, da se ne bi zavedali svojih dejanj, pa gre samo za neko definicijo, ki opisujejo vedenje, ki odstopajo od tega nekega družbeno pričakovanega. Ne? Tukaj so pač neke zelo različne, od narcisoidne do borderline osebnosti in tako dalje. Ne? To je neko področje, ki je bolj kompleksno. Ampak se mi zdi, da ti si pravzaprav hotela tudi povedati, da se neko nasilje iz te ekonomske sfere ali pa iz družbenega sistema prevaja potem v same intimne odnose. Ja, tam, kjer pač smeš počneš to. Tako kot Freud pravi, problem je, da jeza nima legitimnih izhodov. In če nima legitimnih, mislim, vedno išče izhod tam, kjer se zdi, da najmanj škode povzročitelju naredi. Mislim, ali usmerjaš vas, ali usmerjaš na šibkejšega. Ampak, mislim, in to, kar ste vi rekli, problem s temi, od te osebnosti je ta, da hkrati to, kar se kaže tle, da so da je ta, recimo temu, patološki narcisizem, po eni strani seveda to, hkrati pa najbolj uspešen menedžer. Ja, zato pravim, da je tle treba pravzaprav povezati ta koncept hegemone moškosti in ženskosti in na drugi strani pravzaprav situacijo, ki nas nenehno frustrira. V bistvu je imperativ uspeh, obsojeni smo pa neuspeh. V redu, še recimo zadnji krog, če so mogoče kakšno vprašanje odzivi. Bi mogoče še dodali kaj za zaključek? Da smo izčrpali. Potem res najlepše hvala vsem, da ste prišle. Najlepše hvala Jasna Reka, najlepše hvala
Mojci Dobnikar, pa hvala, upate